Ok, takole je Maja Erkić. Reprezentanca se je izbrala na Rogli, začenja se nov ciklus priprav, tokrat so to kvalifikacije na Evropsko prvenstvo. Kaj lahko rečemo o teh kvalifikacijah? Ja, glede na lansko leto je zdaj tale ciklus veliko bolj resen. Mislim, da smo vsi pripravljeni, da naredimo en korak naprej v ženski košarki. Tako da te kvalifikacije mislim, da so zelo pomembne za nas, da imamo dovolj časa, da se pripravimo na vse te tekme in pa da probamo pač izpolniti naš zastavljen cilj in pa dolgoletne želje to uvrstitev na to evropsko prvenstvo. Ko so se takole pred letom dni pogovarjala, ste imeli za seboj, lahko rečemo, uspešno klubsko sezono v svoji ekipi Famila Skijó. Tedaj ste rekli, da verjetno tam ne boste nadaljevali kariere, pa vseeno je prišlo do preobrata. Ja, splet okolnosti je bil takšen, da v bistvu smo nekako našli skupno besedo in pa da smo podpisali pač celo dvoletno pogodbo potem za naprej. Na kar sem pa jaz zelo zadovoljna zaradi tega, ker mislim, da je Skijó pravi klub zame. Jaz se dobro počutim, v bistvu se počutim v Skijó kot doma, tako da sem jaz zelo vesela, da smo našli skupni jezik in pa da smo podaljšali mojo športno pot čez 2 leti v Italiji. Pred sezono se je v vaši ekipi zamenjalo kar nekaj igralk. Je bil morda tudi to razlog, da je v tej sezoni Kras Taranto tako prevladoval v Italiji, če lahko tako rečeva? Ja, v bistvu niti igralska zasedba se ni niti toliko spremenila od lanske sezone. Kvečjemu mislim, da je bila največja sprememba tu trener, ker od lanske sezone se je bolj drastično spremenil res ta centerski, v bistvu center je Kobuj odšla, dobili smo Ford, načeloma so pa vse ostale igralke ostale iste, kvečjemu smo še pridobili dve novi igralki. Tako da mislim, da je bilo kar eno razočaranje pri nas, da je Taranto se v bistvu sprehodil prek nas 3:0 in da je osvojil ta naslov, ampak kaj reči, zdaj je še mogoče malo prehitro govoriti o tem, kakšni so bili razlogi in pa kaj je bil glavni razlog, da nam ni uspelo ponoviti uspeha od lanske sezone. Omenili ste to serijo 3:0 v finalnem nizu državnega prvenstva. Sami niste mogli pomagati ekipi. Kaj se je zgodilo z vami? Ja, meni se je zgodila ena nezgoda, ena smola. Da sem si poškodovala dlan, tako da sem dobila šive in pa nisem mogla pač pomagati svoji ekipi. Zamudila sem najbolj pomemben del sezone. Kaj naj rečem, zgleda, tolaži se s tem, da je vse za nekaj dobro, tako da nič, konec je, gremo naprej, čakamo novo sezono. Kako napreduje okrevanje? Zelo dobro, zgledali je zelo dobro, ampak zdaj se je v zadnjih dneh se je malo poslabšalo, mislim, da se je malo zagnojila, ampak mislim, da bomo to rešili zdaj v prihodnjih dneh, tako da jaz upam, da bom lahko nadaljevala normalno s pomočjo manjše bandaže, mislim, da bi bo rate. Kako pa ste sami sicer zadovoljni s sezono v Italiji? Glede na to, da v Italiji je en, če lahko tako rečem, problem za tujke, ker imajo pravilo, da v italijanskem prvenstvu so lahko na terenu samo 3 tujke istočasno. Tako da za nas je to kar en velik minus, ker je vse odvisno v bistvu od dnevne forme, tako da je zelo težko v kratki minutaži narediti velik posel pa delo, ki ga pričakuješ samo od sebe. Tako da glede italijanskega prvenstva bi rekla,
da je naslednja žalost, ampak velik plus tukaj je ta uvrstitev na Final Four Eurolige, kar je tudi za klub in pa za mene osebno en novi dosežek. In pa glede same Eurolige in pa poteka sem tudi jaz osebno dobivala malo več minutaže, na kar sem lahko pokazala svoje znanje in pa pomagala ekipi pač do zmag. Tako da jaz vidim, konec koncev, ko potegnem črto skozi celo sezono, mislim, da je to ena svetla točka v letošnji sezoni. Omenili ste ta zaključni turnir Eurolige. Sandra Piršič, s katero smo se pogovarjali pred vami, je rekla, da ni bilo tistega pravega vzdušja, ko ga je pričakovala sama. Kako ste vi videli ta turnir? Ja, jaz osebno sem tudi pričakovala malo več, no. Ampak glede na to, da sem prvič okusila v bistvu igrati z najboljšimi klubi, je bilo že tudi dosti, na eno roko dosti zame, ampak sem pa res pričakovala malo večji spektakel, malo več vsega, malo več, ne vem, ta pravi, ne vem, kako bi se izrazila, no, v glavnem. Je bilo, moja izkušnja za mene je bilo v redu, ampak kot je Sandra rekla, je manjka nekaj, no. Je bilo mogoče končna uvrstitev za klub razočaranje? Mislim, da niti ne, zato ker nam je prvotni cilj bil, da se uvrstimo na ta Final Four. Ampak po parih dneh, po koncu vsega, ko smo malo razpravljali in pa spravljali skupaj vse račune, smo videli, da v bistvu bi lahko naredili veliko več. Ampak, kot sem že rekla, v športu je zelo nepredvidljiv, tako da včasih je dosti odvisno od dnevne forme, od nekih vseh drugih vplivov, tako da konec koncev cilj je uresničen, lahko bi se dalo kako stopničko bolje, ampak... Če se mogoče vrneva nazaj na reprezentanco, leta 2006 je bila nekako slovenska reprezentanca v podobnem položaju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Tedaj se ni šlo, v tej generaciji, ki bo sedaj pričela priprave na Rotli, ste edina košarkarica iz tistega časa. Kako se spominjate tistega leta 2006? Zdaj, ko mi postaviš tako vprašanje, se poslužim zelo staro. Ampak, ja, mislim, da je še ostal grenek priokus tistega leta, zaradi tega, ker mislim, da smo punce tako dali vse od sebe in da nam je manjkalo zelo malo, da so vplivali tudi neki drugi dejavniki, ampak zdaj ne bomo govorili o teh, tako da tole je nova priložnost. Jaz upam, da se ostale punce, ki so prvič te reprezentanci, zavedajo ene težine vseh teh kvalifikacij, tako da jaz upam, no, da ne bomo rabili čakati na tretjo srečo, ampak da nam bo ratal v drugem poskusu. V tem kvalifikacijskem ciklusu ne bo z vami Daliborke Jokić pa Rebeke Abramović, upokojila se je Nataša Radulović, nasledile so jih mlade igralke. Je morda tudi to plus slovenske reprezentance, ki se bo podala v te kvalifikacijske boje? Ja, jaz mislim, vsake spremembe so vedno plus. Če ne za tole trenutno stanje, pa za prihodnost. Tako da zelo dobro je, da je čim več mlajših, da imajo tele mlajše igralke priložnost igrati v članski ekipi, dobivati na izkušnjah, kar pomeni, da v prihodnosti bo v bistvu vsa ta težina, da bo na njihovih ramenih, tako da jaz mislim, da so to dobre spremembe. V športu je tako, da eni pridejo, eni grejo, tako da jaz upam, da bo to pozitivno in pa dobro vplivalo za te reprezentacije. Kot najbolj izkušena košarkarica v tej ekipi, kapetanka, kaj napovedujete v teh kvalifikacijah? Jaz zelo neredno povedujem, še posebej v prvih dneh, zato ker najprej moram tudi spoznati te mlade igralke, v bistvu sploh dobiti en občutek v prvem ciklusu, da vidim, kako se bomo ujeli, tako da
Zaenkrat ne bom nič napovedala, moram pa povedati, da imamo visoke cilje, tako da jaz upam, da nam bo uspelo jih uresničiti. V drugem delu sezone se vam je v familiji Skio pridružila tudi slovaška reprezentantka Ivana Jalcova. Je mogoče kdaj beseda nanesla na kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, kjer se bomo tudi srečali s Slovaško? Ja, zdaj proti koncu sezone je padala majhna debata in pa majhne stave, ampak potem govorimo kasneje. V glavnem, ja, tudi Slovaška se pripravlja. Mislim, da so vse reprezentance so dokaj resno vzemajo vse te kvalifikacije. Sicer ne vem, kako se bojo zvali najboljše igralke, v kakšnem stanju so. V glavnem, jaz upam na zmago proti Slovaški. Če ni skrivnost, za kakšno stavo gre? To bomo pustili, po zmagi bomo govorili o stavi.